Pozdravljeni, sem Nataša iz Intelektuma in za vas izdelam spletno stran, spletno trgovino, učilnico, ki jo s ponosom pokažete svetu, njeni obiskovalci pa z užitkom in lahkoto uporabljajo. Danes že nova epizoda moje video serije, vaša spletna stran od A do Ž. In danes sem že malo govorila o tem, sem vam malo pokazala, kaj je kje na spletni strani, ko jo od spredi gledamo. Danes bi rada povedala, kaj morajo vsebovati te vaše pristajalne strani oziroma podstrani spletne strani. Torej to velja ne glede na to, a delate domačo stran ali neko pristajalno stran za ponudbo ali kakorkoli. Do neke mere se da slediti eni šablonci, ki jo malo preuredite po svojih potrebah in to je to. Pa si kar poglejmo. Takle pa bomo kar pogledali malo, kaj mora na spletni strani biti in nekako se lahko tudi držite vrstnega reda. Zdaj, načeloma ni univerzalne formule, kaka pristajalna stran bo vam delovala. Gre za to, da vi v bistvu identificirate, kaj je na vaši strani tisto najpomembnejše, kaj želite, da ljudje klikajo, kaj želite, da delajo. Zdaj, nekaterim je ful pomemben blog, zato ker imajo tam ful prodajne vsebine. Nekaterim recimo je res samo tista ponudba pomembna. Nekaterim je ful pomembno, da gradijo osebno znamko in se stvari pač malenkost, vrstni red in pa nevključevanje nekaterih elementov se pač prilagaja. Zdaj tule gledamo pač eno domačo stran. Domača stran naj bo vpadljiva. Vedno pač tale prva stvar, ko jo vidijo ljudje, mora biti vpadljiva. Tudi če je mogoče, kar se dizajna tiče, mogoče malo načičkano celo, tako je tole recimo, ampak to si bodo ljudje zapomnili. In to je pomembno. In zdaj, kaj je pač tule na prvem pogledu bistveno, da na nek način prikažete, kaj vi delate, kako to delate. Zdaj, jaz najlažje spletne strani pač prikažem tako, da pokažem svoje spletne strani. Mislim, nek primer spletne strani, ki jo delam, in pa nek udaren naslov. Ta moj naslov bi lahko bil bolj udaren in bistveno je, da ta naslov, ta stavek, ki ga imate na prvi strani, tako na začetku, mora izražati, kaj vi delate, kako ljudem pomagate. Torej, ne biti usmerjeni navznoter, bodite usmerjeni v to, katere probleme rešujete. Tako da, recimo, če bi Lekadol prodajali, ne bi na domači strani takoj pisalo Lekadol. Razen, če bi pisalo Lekadol, rešitev za vaš glavobol. Pač morate izraziti dejansko ker ljudje ne kupujejo izdelka, ljudje kupujejo rešitev za svoj problem. In to mora biti na vrhu strani izpostavljeno. To zdaj mi sicer gledamo domačo stran, ampak to velja v bistvu za vse prodajne strani. Domača stran je pač tisti kompas po celi spletni strani, ampak načeloma neke take elemente morajo vse podstrani, predvsem ponudbene podstrani vaše spletne strani imeti. In potem recimo imamo nek USP, kaj je tisto Unique Selling Proposition, kaj je tisto vaše, zakaj bi nekdo z vami sodeloval. Zdaj, če je to stran ponudbe, seveda izpostavite tisto, zakaj ravno pri vas to storitev vzeti. Recimo, tako imam jaz tule, zakaj izbrati Intelektum, čisto enostavno, ne rabite tople vode odkrivati, pa neko poimenovanje, ne vem kaj, čisto, plain and simple, točno to, kar hočete povedati, povejte tako je. To je to. Največkrat se ljudje pri izdelavi spletne strani, pri pripravi vsebin zaciklajo v to, da hočejo nekaj edinstveno, da hočejo nekaj čisto posebej, ampak ljudje se v tem zmedejo. Vi dajte čisto v easy pokazati, kaj je tisto, kar vas razlikuje od ostalih. In dejansko lahko jasno rečete, to je tisto, kar me razlikuje. Recimo to. Potem je zelo pomemben kak nagovor, recimo še posebej na domači strani in še posebej, če gradite vi osebni brand. Zdaj, nagovor bi lahko tudi, recimo jaz tule osebno imela tu zgoraj na vrhu. Lahko bi imela najprej nagovor, pa potem ta USP, ampak jaz sem se pač tako odločila, to zdaj ni tako bistveno. Zdaj pač, če vam je res izredno pomembno, da vas ljudje spoznavajo in tako naprej, je mogoče smiselno dejansko dati nagovor na začetek. Zato, ker ljudje vedno hočejo vedeti, kdo stoji za nekim poslom. To je še posebej na domači strani, na prodajnih straneh ne nujno. Na prodajnih straneh lahko razdelek o sebi date čisto na dno. Tudi, če ga sploh date,
če je pa v meniju, pa včasih pač ni potrebno. Torej, to sami presodite, koliko je bistveno, koliko je to ljudem, ki bojo obiskovali vašo spletno stran, pomembno. Zdaj, ko pridemo naprej od tega, morajo slediti pa prednosti sodelovanja. Zdaj, razlika je med unique selling proposition, torej tisto, kaj je bistveno pri sodelovanju z vami, in pa neke dodatne prednosti. Unique selling proposition je tisto, kar pritegne, tisto, kar rešuje probleme. Zdaj, recimo, zakaj? Jaz tule recimo izpostavljam odzivnost, minimalne standarde, da imam visoke, pa dolgoročno podporo, ker tega na trgu manjka in to so moje močne točke pri sodelovanju. Pol pa še v bistvu, recimo tule na prodajni strani, zdaj na domači strani, pol tistih dodatnih lahko so, lahko niso, čisto odvisno, kako imate vi ponudbo, to se pa morate navznoter zazreti, kaj vi ponujate. Potem pa še vse ostalo izpostavite, kaj je tisto, da bo res fajn sodelovanje z vami, oziroma zakaj je vaš produkt tu dober, kaj še zravno dobijo. Ampak to, ko govorimo zdaj o teh featuresih, torej o nekih prednostih izdelka ali storitve ali karkoli, tu ne govorimo o stvareh, zaradi katerih se ljudje odločijo za nakup. To govorimo o stvareh, ki so kot neki bonusi, ki so sem neke dodatne prednosti, lastnosti ponudbe. Prednosti pa lastnosti je drugače. In potem definitivno mora slediti neki social proof. To meni osebno tule vmes manjka. Jaz bi mogla dejansko mnenja iz dna, tule jih imam na dno, tako sem se odločila, čisto iz dizajnerskega. Se pravi, vedno prilagajate svoj vrstni red temu, kar vi mislite, da je smiselno. In bi tule recimo jaz mogla imeti še razdelek za svojimi projekti, ampak ga nimam trenutno, zato ker dejansko nimam teh projektov vseh vnešenih, ravno to delam. Ampak načeloma ja, če imate vi nek showcase, če imate vi neke primere svojega dela, kot fotograf recimo, lahko galerijo not pokne, to je treba v zgornji polovici domače strani in vsake prodajne strani dati, zato ker tisto, kar je na prvi polovici strani, si bodo ljudje zapomnili. Tisto, kaj je vmes, ni toliko bistveno, oziroma tisto, kaj je na dnu, bojo prej pozabili. Tako da načeloma, to so te ful pomembne stvari, da jih res na začetku izpostavite. Lahko vi tudi, zdaj, če je vam ful pomembno, recimo nek SEO ekspert, ki dela na tem, da optimizira spletne strani, da so vidna v brskalnikih, seveda bi social proof dejansko mogel tule noter biti, ker je to bistveno. Ljudje ga bojo najemali zato, ker ima rezultate, ne zato, ker je lep. Tako da, tu pač vedno tehtate pri svojem poslu, kaj za vas velja. Zdaj, ta social proof, torej ta mnenja, pa projekte, recimo, ki bi jih jaz mogla tu imeti, ali pa mnenja, ali karkoli, lahko vi tudi razporedite po neki prodajni strani, recimo, ko gre za neko stran ponudbe. Lahko bi jaz to vključila, v bistvu tam pa tam kak oblaček z nekim mnenjem. Tako da, ni to, ampak social proof je dejansko tisti, ki prodaja za vas. No, in pol pridemo v bistvu še do ostalih vsebin, torej najprej seveda treba je povedati, kaj je vaša ponudba, v primeru spletne trgovine, bi tule recimo lahko bile kategorije izdelkov, katere izdelke pač ponujate, in pa mogoče pred tem ali za tem še neka akcijska ponudba, kaj je aktualno. Recimo, jaz, ko sem imela brezplačen dogodek, je razdelek za brezplačen dogodek bil tukaj vmes. Zdaj, lahko ga tudi take stvari, ki so res ful aktualne, pa ful udarne, pa ful dobre in da ful pričakujete od tega in hočete, da se vam prijavljajo, hočete, da izkoristijo akcijo ali kupon, lahko date tudi kar tule zadaj ali pa tule vmes. Je pa še boljša rešitev te ful aktualne stvari dati v nek pop-up, torej pojavno okno, ki se pokaže, ko ljudje gor pridejo, seveda je treba to po pameti narediti, da ni moteče, da se ne tepe z tistim pop-upom, ki se itak prikaže za piškotke, pa ne vem, kaj še vse, ali pa mogoče pasica na vrhu, ali pa pasica spodaj, ki izpostavi neko akcijo in se lepo pripelje in res vzbudi pozornost pri človeku, da enostavno pogleda. Nekaj, kar se bo pripeljalo od spodaj, zgoraj, iz desne, leve, bojo ljudje vedno pogledali. Definitivno pa poskrbite, da nikoli, da se ne boste dve stvari naenkrat ali pa še več pokazali. Jaz bi že prišla na spletno stran,
in so se mi, ne vem, neka 3 pojavna okna naenkrat odprla. Tako spletno stran bo vsak samo zaprl pa šel dol. Torej, ena stvar naenkrat. Tudi ko imate vi svoje kampanje, saj ne promovirate na polno. Tudi če imate 15 storitev, vi ne boste 10 storitev naenkrat promovirali. Dajte se fokusirati v nekem obdobju, a ne, delate kampanje, tudi ko delate plačane oglase, delate 3-4 tedne isti oglas, a ne, mislim, ista tema, lahko so drugačni oglasi, ampak načeloma tako se vedno držite, da nekako delate kampanjsko, nikoli ne delite zmešano, a ne, ker morate dati ljudem čas, da sprocesirajo, kaj vi prodajate. In če imate ful razvejano ponudbo, je pač to, je malo bolj zafrknjeno, ampak si morate nek letni plan narediti, kako boste. In pol, če imate vi neko kampanjo, seveda tudi na spletni strani dodate ta pop-up ali pa sico, ali pa nek razdelek fiksen, statičen, ki stoji nekje čim bolj na vrhu neke strani, a ne. Zdaj te neke akcijske ponudbe, posebne ponudbe so lahko tudi na ravni posamezne storitve, posameznega izdelka. Recimo, jaz bi lahko tule imela samo pri izdelavi spletnih strani trgovin učilnic, jaz imam zdaj akcijo 300 € za spletno učilnico in če bi bila pametna, ampak enostavno mi časa zmanjka, a ne, in se pač jaz sem pop-up naredila, ki se zdaj ne prikaže, ker imam naštimanega tako, da administratorju spletne strani se ne, kar je zelo pametno, ker je tisto ful moteče. No, lahko bi imela jaz kar tule ali pa celo čisto zgoraj, a ne. Kamod lahko neko aktualno vsebino izpostavite tudi čisto zgoraj, še posebej, ko gre za neko specifično prodajno stran, a ne, da imate nek CTA, tisti točno, kaj nudite, takoj na vrhu, a ne. Tisto, kaj je na vrhu, je največja verjetnost, da bodo ljudje kliknili. Jaz hočem, da mi pošljejo povpraševanje, zato imam to tu, a ne. No, to, kaj smo zdaj, no, in potem šele sledijo neke vaše brezplačne vsebine, če jih imate. Pa vzorci, pa prijava na novice, če želite, a ne. Zdaj načeloma prijava na novice sama po sebi, že dolgo se ne več daje noter kot nek samostojen razdelek, a ne, ampak se pakirajo prijave na novice v brezplačne priročnike in ne vem kaj še vse, a ne. Ker dejansko, če bo nekdo prenesel moj brezplačni priročnik, bo mogel za to pustiti mail, a ne, da bo priročnik sploh lahko dobil in se bo mogel strinjati s tem, da mu bom pošiljala mailing, a ne. No, in potem še baza znanja, recimo, tako so blogi, a ne. Take stvari pridejo pa res na tisto drugo polovico. Pa kaj ne smete pozabiti, a ne, so ena taka ful pravila, a ne. Vsakih 6 do 8 sekund morate človeka zbombardirati z nekim CTA-jem. Še posebej, če gre za prodajno stran. Torej, mu morate dati možnost, da gre na stran neke kategorije, da izbere, da pošlje povpraševanje, da ne vem kaj. Zdaj, če je to kratka stran, je seveda tisti CTA na vrhu pa na koncu, a ne. Če gre pa za daljšo podstran spletne strani, seveda, boste mogli pa tudi vmes. Torej, glejte, nekje ljudje pač skenirajo vsebino nekako tako v kači, a ne. In nekako niti ne grejo ful teksta brati, težko, mislim, nekateri ja grejo, a ne, ampak ful, da bi posebej brali dolge klobase teksta, niti ne, a ne. Kratke tekste, a ne, ampak vmes je treba dati. Jaz bi morala tule več CTA-jev imeti, se pravim, tule, a ne, tule imam jaz rezerviran, zdaj je skrit razdelek, ker pač nimam kaj, oziroma zdaj bi lahko učilnico izpostavila in bi tole že bil en CTA do nečesa zelo pomembnega za mene v tem trenutku, a ne. Potem pa že kar lahko takoj si preberejo več o nekih ponudbah, brezplačnih priložnostih, to so vse ti pomembni CTA-ji. Bazo znanja sem dala pa čisto na dno, ker od baze znanja, če jo grejo obiskat, a ne, dejansko nimam jaz osebno toliko veliko. Zdaj pa, če pa imate vi ful optimizirane blog zapise za prodajo, torej če imate spletno trgovino, pa zraven pišete blog in pišete o neki tematiki in vmes noter v tistem blog zapisu imate dejansko izpostavljene neke izdelke, zdaj pa seveda je vam blog dejansko pomemben in ga lahko date malenkost bolj na vrh, a ne. Tako da res, vi si morate najprej poskenirati, kaj je za vas pomembno, da ljudje klikajo, in tisto, kaj je pomembno, razvrstite od 1 do 10, 5, kakorkoli že, po vrstnem redu, kaj je najbolj pomembno, kaj vi hočete, a ne, hočete, da vam pošljejo povpraševanje, a hočete, da blog berejo, ker to je tisto, ne. Če ne bo naredil eno, bo pa naredil drugo, a ne. Če pa ne bo naredil drugo, bo pa naredil tretjo stvar.
Tako da tako nekako si morate vsebino neke podstrani zastaviti. Vsake podstrani. In vsaka podstran je lahko prodajna. Tudi moja zgodba, če imate stran o meni, tudi tam je treba vključevati te vaše featurese, te vaše ta vaš USP, kaj je vaš unique selling proposition, torej vaša tista ključna prednost vaše ponudbe, In pa potem so pa še eni dodatni taki, recimo na prodajnih straneh pri malo bolj zahtevnih izdelkih ali pa zahtevnih ponudbah, Zdaj pač, tako veste, spletne strani so zahtevna stvar in ljudje imajo okoli tega veliko vprašanj. Seveda, če vi prodajate, ne vem, obestke za ključe, ne rabite ful se metati v to, zdaj razlagati, kak je ta obesek za ključe, ne vem, kaj še vse, Mogoče ni, zato ker je to pač nekako samoumevno, razen seveda, če je vaš obesek za ključe nekaj res ekstra posebnega, zakaj je posebni, tako naprej. In pri bolj zahtevnih ponudbah, pri bolj zahtevnih storitvah, bomo rekli, so pogosto vprašanja, torej FAQ razdelek je ful pomemben. Te FAQ razdelke, vam dejansko tudi Google poskenira, poindeksira na tak način, da v bistvu take obogatene rezultate dejansko da ljudem. Tako da to mora biti. In pa seveda na koncu strani nikoli ne sme manjkati ta zaključni CTA, ki naj bo udaren, naj bo ful viden, Se ne rabite tople vode odkrivati, ne rabite imeti grafike za 200 € gor ali pa nekaj, lahko imate, okej, ampak bistveno je, da ven seka, Zdaj, recimo jaz načeloma bi morala pač tako pasico, točno tako rdečo pasico, bi mogla tule večkrat po strani dati, Recimo lahko bi še tule vmes dala, Jaz vem, ki lahko izboljšam stvari, ampak včasih Kovačeva kobila je vedno bosa, zato ker enostavno si ne vzamemo časa, Zdaj pač načeloma tale domača stran, je dokaj dodelana, okej, zdaj pač manjka tale, če bi bil tule vmes tale razdelek z aktualno vsebino, torej s to mojo akcijo 300 €, ki jo bom danes dala gor, ker zdaj sem se spomnila, da jo moram, No, jo bom dala noter in je dejansko to zelo dobro optimizirana domača stran spletne strani in vsaka prodajna stran, če bi bila tako sestavljena, Pa ta mnenja, recimo, če dam malo na vrh ali pa če jih umestim kot neke oblačke okrog vsebine, To je lahko še posebej zanimivo iz dizajnerskega vidika, ker ekstra pritegne. Načeloma to bi lahko rekli je tak dober primer neke pristajalne strani, domače strani, kakorkoli, Kaj je pa ful slab primer, na moji spletni strani tudi, ker jaz pač nimam več časa za čisto vsako spletno podstran ful urediti, je pa tale optimizacija. To nimam nič, to je samo osnovna informacija, da lahko pošlje povpraševanje. Samo ne bodite v zmoti, Zdaj recimo nekdo, ki točno ve, kaj išče, da išče tole optimizacijo, dejansko ve, kaj išče in bo tako jasno. Zdaj, seveda, manjkajo mi tule features in ne vem, kaj še vse, ampak potem pa tehtate, Zdaj, recimo, če imate vi ful razvejano ponudbo, da imate vi ogromno nekih storitev, izdelkov, ne vem, kaj še vse, včasih pride do časovne stiske, ko urejate te podstrani in tako naprej in ja, včasih je treba kompromise sklepati. To je pač realnost, Zdaj, dobro, če imate nekoga zunanjega, ki vam to naredi, da mu plačate, seveda, te mora biti vse tipi-topi, od A do Ž, ampak če delate take stvari slučajno sami, pa seveda bo treba kompromise sklepati. In kompromise je treba sklepati na takih storitvah, na takih izdelkih, ki vam niso glavni vir prihodka oziroma niti nimate interesa, da bi vam bili, Definitivno, recimo jaz osebno ne morem kompromisov sklepati na izdelavi spletnih strani, Saj jo lahko izboljšam, seveda, ampak načeloma ni to slaba, ima tiste informacije, ki jih mora imeti, pa mogoče lahko dizajn malo prilagodim, ampak recimo optimizacija ni zdaj meni glavni vir zaslužka, optimizacija je dejansko storitev, ki jo običajno poleg izdelave ponudim, zelo redko gre to kot samostojna storitev, zelo redko se to pač zgodi, ker niti nisem se promovirala kot taka, in čeprav obvladam pač enostavno nisem toliko pozornosti, ko sem si delala spletno stran, temu posvečala, Teda to, ja, kaj je pa še zelo pomembno za uporabniško izkušnjo, so pa tile klikabilni linki.
a ne. Recimo imamo tule telefon, mail, to mora biti klikabilno, da lahko ljudje direktno kliknejo in pridejo do vas. Dakle, upam, da vam je tale prikaz pomagal kaj pri kreiranju vsebine za kakršnokoli vašo podstran spletne strani ali pa pač za vse, a ne? Ali za sestavljanje česarkoli, v bistvu tudi ne nujno na spletni strani, tudi kje drugje se lahko držimo nekako teh pravil, a ne? Za tehnično izvedbo in pa kakršnokoli dodatno svetovanje, veste, da se lahko obrnete name, najdete link okrog videa, nekje ziher je, in me na svoj najljubši način pokontaktirate in jaz se že veselim, da skupaj ustvarimo nekaj fenomenalnega. Čau, čau!